Gledate gorenjska poročila na GIF TV. Občina Žirovnica 3. decembra praznuje svoj občinski praznik in vsako leto poteka občinska prireditev v dvorani Pod stolom. Župan občine Žirovnica pa Leopold Pogačar pa podeli številne plakete, priznanja in se zahvali svojim občanom za njihovo dosedanje delo. Letos pa je bilo še posebej slovesno. Ob 3. avgustu jim je zelo veliko oseb priskočilo na pomoč in organizacij in jih je odlikoval kar 19. Prav tako pa imajo v občini Žirovnica prostoferje, ki prostovoljno vozijo vse tiste, ki pomoč potrebujejo. Posthumno pa je postal častni občan občine Žirovnica Klemen Rodman, ki se je meseca avgusta poslovil. Iskrene čestitke ob občinskem prazniku, prav tako vaši občinski upravi, predvsem pa vsem občanom in občankam in pa nagrajencem. Ja, najprej hvala za čestitke. Res je, občina Žirovnica si je izbrala rojstni dan našega največjega rojaka, dr. Franceta Prešerna, za svoj praznik. In tako kot vsako leto pač obeležimo ta praznik z osrednjo prireditvijo, kjer podelimo tudi občinska priznanja in nagrade. Seveda dogodkov v celem tednu je bilo pa veliko več in jaz samo upam, da so ljudje malo začutili to pripadnost občini in koncu koncev, tako kot sem v nagovoru dejal, občina smo mi vsi. Je pa tudi to nek uvod v praznični december, čarobni december in ja, vesel sem, da se je dogodek odvil in da so bili ljudje videti zadovoljni. No, letošnje leto za 2023 si bomo vsi dobro zapomnili, predvsem pa tudi v občini Žirovnica tega nesrečnega 4. avgusta zjutraj. Ja, zdaj, ker je to že nekaj časa minilo, se lahko celo malce pošalim. Jaz velikokrat rečem, da smo majhni, ampak imamo vse, kar imajo veliki. In seveda v kontekstu tega lahko povem, da je tudi občina Žirovnica seveda prizadejala ujma 4. avgusta. Odneslo nam je cesto, kanalizacijo, vodovod, plin, skratka cel kup enih težav, pa tudi kar nekaj individualnih hiš je bilo poplavljenih, vendar v smislu poplavljenih kleti. Tako da lahko z zadovoljstvom povem, da uspešno odpravljamo posledice. Cesto, ki jo je odneslo, smo nadomestili že, vso infrastrukturo vzpostavili, edino še spomladi smo se odločili, da bomo asfaltirali na pomlad, ne sedaj, ne se teren še malo pač uleže, kot temu rečejo. Potem pa spomladi začnemo sanacijo mostu in ceste, ravno tako v Mostah, kjer je voda spodkopala brežino in je zdaj polovična zapora oziroma promet poteka enosmerno, izmenično, pa začeli smo že, drugo leto pa še toliko bolj intenzivno pri obnovah gozdnih cest v smeri Zelenice in Valvazorja, ker je ujma povzročila veliko škode. Moram pa javno povedati in se zahvaliti, da je tokrat vlada Republike Slovenije dejansko odreagirala hitro in tudi občina je že dobila stroške povrnjene za samo intervencijo in 40% avansa ocenjene škode, tako da smo z deli lahko že pričeli. No in nocoj ste se zahvalili vsem tistim, ki so vam priskočili na pomoč, bilo jih je kar 19. Ja, v bistvu jih je bilo še več, ampak seveda smo jo povabili predstavnike vseh teh organizacij in ja, poleg
občinskih priznanj in nagrad občankam in občanom. Sem tokrat kot župan podelil nekaj več županovih priznanj, in sicer, kot že ste sama omenila, vsem, ki so se aktivirali in sodelovali pri odpravi posledic ujme, več, kot bi se to od njih pričakovalo. No in pa seveda tudi vsem prostovoljkam in prostovoljcem iz projekta Prostofer, kjer brez njih enostavno ta projekt ne bi mogel živeti. In pa seveda res mi je bilo čast tudi podeliti, sicer žal posthumno, naziv častni občan gospodu Klemenu. In mislim, da je bila prireditev nekako na nivoju in v luči tega, in samo upam in želim si, da ne bo treba še kdaj kakšna priznanja na to temo podeljevati. No, v občini Želvnica ste kar mravljice, pa vendar vas bom sedaj kar spustila, pa bova še kdaj drugič spregovorila o vaših investicijah, ki jih ni malo, ne v letošnjem letu in tudi ne za naslednje leto. Za sedaj pa hvala lepa. Hvala tudi vam. Vesna Petra, nocoj sta v občinskem prazniku občine Žirovnica prijeli posthumno častni naziv častnega občana, vajinega očeta, ki ga žal ni več med nami. Kako se vi dve spominjata vajinega očeta? Ja, po 2 mesecih zdaj so začeli spomini kapljati, že prej seveda, ampak zdaj še posebno, ker se bližajo prazniki. Zdi se nam zelo lepo, da so se spomnili na dosežke najinega očeta. Sami so prepričani, da je svojim delom veliko prispeval in pustil močen osebni pečat v kulturni dediščini občine Žirovnica, pa tudi širše v Sloveniji. Ja, jaz sem živela z njim, tako da nasploh, mislim, kar luknjo ustala. Vsakodnevne debate pa vse pač, ko so se res družila, tako da kar manjka, no. Številni dosežki, ki smo jih slišali na današnji občinski prireditvi in obrazložitvi, če jih omenim samo nekaj: svetilke v občini Radovljica, avtobusna postaja v občini Bled in pa seveda na križišču ta Avsenikov spomenik. Ja, mogoče bi poudarile še celostno podobo občine Žirovnica in pa tudi celostno podobo osnovne šole Žirovnica. Njegov opus je širok, ne gre samo za grafično in industrijsko oblikovanje, tudi arhitekt in umetnik. Zadnje čase se je posvečal kolažu in nastala so izjemna dela, ustvaril jih je 5 let. Upava, da bomo lahko v kratkem tudi kakšno širšo, obširnejšo razstavo Ko zbražil so vas arhiv pa vse. Trenutno rabimo nekaj časa, da v bistvu še let pa bo. Naj bo tale častni naziv še dolgo služi in seveda vama kot hčerama in pa iskrene čestitke, čeprav posthumno. V občinskem prazniku občine Žirovnice dobivate plaketo. Kaj za vas plaketa pomeni, plaketa, ki vam jo podeljuje župan? V bistvu mi to pomeni motivacijo za naprej, za vsa moja nadaljnja ustvarjanja. Ste pa že športnica, lahko rečeva, kar od mladih nog, od 9. leta starosti naprej. Torej že v osnovni šoli in v kakšni panogi? Tako je, šport je prisoten že skoraj celo moje življenje. V odbojki sem pa v bistvu, odbojka je moj doma. In imate za seboj tudi že številne dosežke? Tako, nekaj sem jih nanizala, za nadaljne pa še upam, da jih bom. In kje zdaj odigrate največ odbojke? Trenutno sem na rehabilitaciji, tako da čakam, da se začnejo nove sezone in nove priložnosti. Tudi vi ste med dobitniki občinskih priznanj občine Žirovnica letos. Plaketa, kaj za vas plaketa pomeni in zakaj jo dobivate? Plaketa je priznanje za moje dolgoletno delo. Od začetkov, ko sem bila učiteljica likovne vzgoje, takoj po likovni akademiji, potem pa, ko sem stopila na svojo pot, sem utirala zelo različne smeri, od grafičnega oblikovanja, kiparstva, unikatnih knjig, ilustracij v zadnjem obdobju. Tako da moja likovna in ustvarjalna pot je precej pestra in mislim, da
da so predlagatelji to pač zaznali, opazili eno vrednost mojih del. Za vami so tudi številne razstave. Ena izmed teh razstav, ki sem jo obiskala tudi sama, je bila v Šivčevi hiši v Radovljici. Ja, to je bila točno pred enim letom moja retrospektivna pregledna razstava, kjer je bilo moč vso to raznolikost videti. Ker jaz v bistvu moram krmariti med tem, kar želi naročnik in med tem, kar želim tudi jaz izraziti brez pač samoiniciativno, brez nekih naročil. To je pač tisti čas in ideje, tisto, kar se reče, da človek dela za dušo. No. Plaketa je, pravzaprav jo boste hranili na nekem posebnem mestu, ker je od občine Žirovnica, ker vi prihajate iz Vrbe, zagotovo pa imate še druga priznanja. Ja, prejela sem že nekaj priznanj, veliko mi tudi pomeni priznanje za najlepšo bibliofilsko knjigo, oziroma posebna knjiga je bila moja na knjižnem sejmu, ker je bila v celoti ročno narejena, pa samo par izvodov, tako da so na moji poti določena priznanja, ki mi še posebej veliko pomenijo. Iskrene čestitke in naj bo plaketa na vidnem mestu. Hvala lepa. Tudi vi ste med dobitniki občinskih priznanj župana občine Žirovnica. Kaj za vas pomeni to priznanje? Vi ste priskočili tudi na pomoč v času 4. avgusta. Ja, jaz moram reči, da se mi zdi, da je to zelo lepa gesta tudi strani našega župana Leopolda Pogačarja. Mislim, da je to v bistvu neko priznanje, da kljub temu, da smo mi v civilni zaščiti in da smo prostovoljci in da vedno priskočimo na pomoč, je to vseeno priznanje, da se vidi, da delamo, da ljudje opazijo to tudi dobra dela, da pohvalijo in seveda moram reči, da je to, če ne drugega, eno tako priznanje, ki človeku tudi da motivacijo za naprej. Iskrene čestitke, Urška. Hvala. Vi ste bili vodja okoliša Žirovnice in tudi vi ste dobili priznanje ob občinskem prazniku občine Žirovnica, priznanje župana. Kaj za vas to pravzaprav pomeni in zakaj ste ga dobili? Priznanje župana mi pomeni zelo veliko. To je dokaz enega preteklega dela. Kar se tiče pa samega priznanja, smo ga pa dobili skupaj z ostalimi službami, ki smo pomagali v ujmi v mesecu avgustu. Vaše priznanje bo tudi na nekem vidnem mestu zagotovo. Ja, zagotovo ga bomo dali na eno vidno mesto. Res, dejansko sem res ponosen na to priznanje. Sploh sem pa vesel, da so to priznanje dobili tudi druge službe, s katerimi smo skupaj sodelovali, in je tudi nekakšen dokaz, da če skupaj stopimo, je za nas vse lažje. No? Ni samo lokalno, ampak je tudi globalno. Tako. Iskrene čestitke. Hvala lepa. Tudi vi prijemate priznanje župana občine Žirovnica ob občinskem prazniku. Odločili ste se za prostovoljno delo, za prostoferja. Vas to veseli? Me veseli, v drugačnem primeru se za to ne bi odločil. Mislim, da je dolžnost vsakega izmed nas, da če je le mogoče, pride nekoč nasproti človeku, ki rabi pomoč. Prostofer biti pomeni v bistvu pomagati nekomu, rešiti problem, ki je že tako in tako po sebi dosti velik, se odpraviti zdravniku. Vemo, da je stres, če to prenese naš naročnik na prostoferja, mu je veliko lažje. Vse veste, kaj pomeni včasih prijazna beseda, pomeni ogromno, še posebej za starejšega človeka, ki ni mogoče vešč teh potovanj in na ta način seveda naredimo dobro delo, kar je pa tudi naše poslanstvo. Torej pomeni prosto, voljno in vi ste prostovoljno. Ja, res je. Enkrat na teden sem si rekel, bom namenil čas nekomu, ki potrebuje pomoč. Zavedam se pa tudi seveda, da postajam starejši tudi sam in tudi mene mogoče doleti, da ne bom imel nekoga drugega, bom poklical prostoferja in seveda že danes
vem, da bomo hvaležen za pomoč, ne samo za prevoz, tudi za toplo besedo, tudi za nasvet in pa pri pomoč pri urejanju papirjev na recepciji katerega koli zdravstvenega doma. Čestitke in še veliko srečno prevoženih kilometrov. Najlepša hvala, hvala lepa. Prebuja se dan, v misli sem sama, razmišljam o nama. Še včeraj bila sva pogled, držala sem svet, v svetu roka. Prišel si potiho, Božja milica, sedel tišino. Za naju prišla bo najlepša jesen, ko na klopci v parku bova sedela, liste popadalo z nebes, otroške oči za hip bova ujela, miren pomiren najin nasmeh, še vedno za roko me boš prijel, poljubil me nežno na lica, ko so me objel kot prvič takrat, ko si rekel, da noro imaš me rad. Nocoj ste prišla v Žirovnico na povabilo župana občine Žirovnica Leopolda Pogačarja in predstavila kar nekaj dobrih komadov vaših in seveda ogrela celotno občinstvo, celo najmlajše. Ja, najmlajši so pa najbolj iskreni in zato sem zelo vesela, no, da so se mi pridružili na odru, pa smo potem še skupaj zapeli in mal tudi občinstvo dvignili. V glavnem, ja, moji nastopi so včasih taki, da malo improviziram, v bistvu, da vidim, kaj se dogaja in kako me publika sprejema, ne, in tako da včasih spremenim kakšno pesem, ne. In ko so prišli otroci gor, ja, evo, smo že kekca pela, ne. Letos mineva 25 let, odkar ste začela. Kako se spominjate vaših začetkov, Nuša? Ja, mislim, jaz lahko govorim ure in ure, ne, o svoji poti in karieri. Pred tem, kot je znano, sem bila 7 let po tujini, ne, in potem sem že se poročila in imela že otroka in tik pred drugim otrokom se je meni zgodil ta preboj na slovensko sceno in to sem zagrabila, ne, kljub temu, da je bilo zelo težko. Ne, 2 mehna otroka. Takrat, ko sem šla na Eurosong, sta bila 5 let in 3 leta, ne? Ampak spoznala sem čudovite ljudi, občinstvo me je lepo sprejelo in jaz sem to izkoristila maksimalno, zato ker dejansko to najrajš delam v življenju, ne? In mi je to največ pomenilo, ne? Seveda so bile pa žrtve, ne? Seveda sem se morala žrtvovati veliko, ampak zato, da dobiš to energijo nazaj, ki jo razdajaš, je to nekaj najlepšega. In jaz pravim, da je najlepši poklic na svetu to, da si pevec in da razveseljuješ ljudi, da te čutijo in da se čuti ta iskrenost. Nastopila ste na številnih festivalih, Melodije morja in sonca mi pridejo v tem trenutku na misel, glede na to, da smo zapeli z vami nocoj prav pesem Melodije morja in sonca. Ne kliči me, ja. Danes sem zapela Ne kliči me, zato ker je taka bolj živahna, čeprav sem jo malo v drugem aranžmaju, ne. Ja, jaz imam rada lepe, zahtevne balade, rada imam pa tudi zelo energične in živahne skladbe, ne. Ampak v bistvu je vse povezano z trenutnim počutjem, trenutno inspiracijo in nekim instinktom, ki ga imam, mogoče do publike, a ne, da vem v določenem trenutku, kaj jim dati. Nastopila pa ste tudi na Evroviziji s popevko Energy, ki ste jo tudi nocoj zapela. Ja, seveda. Tam me pa že spremlja 22 let. 22 let je nazaj, ne. Še vedno se držimo na
zavidljivem 7. mestu, a ne? Ampak ni to toliko pomembno, kot je pomembno to, da jo imajo ljudje res radi, ampak jaz mislim, da tukaj tudi zelo pomembno, da so mi takrat ekipa napisali tako skladbo, Matjaž Vlašič, Urša Vlašič, ne, ni res, a ne? Potem pa Lucijen Lončina je dodala pa še ta energy, ki se mi zdi pa, da res paše na moj temperament, na mojo osebnost in mogoče tudi zaradi tega dejansko ta skladba toliko časa nekako je ostala, no, nekako v spominu ljudi in jaz jo tudi vedno rada zapojem, ker mi dejansko daje eno energijo. V vaših stopinjah pa sedaj stopa že vaš sin. Ja, je že bil v trebuhu, ko sem jaz pela, tako da ni druge. Jaz ga nisem nikoli bremzala, seveda, jaz sem samo rekla, delaj tisto, kar res najrajš počneš, ampak sem rekla, pot ne bo lahka, ne. Zdaj drugo je, če greš ti študirati, pa si akademik, pa tako naprej, ampak jaz vem, da se je vzel malo po mami, jaz sem tudi si želela čim prej na odre. Jaz nisem toliko bila za študij in tudi nimam akademije glasbene, a ne, ampak sem pa te izkušnje nabirala dejansko na živih nastopih. Zato ga razumem in mu pustim pač neki, upam, da sem mu dala neki napotkov ali pa bom rekla, da ima nek vzor, ampak vedno znova mu pa govorim, da bo moral sam ogromno narediti in da se bo moral še bolj truditi, glede na to, da je moj sin, da se bo moral še bolj truditi, če bo hotel uspeti. Hvala lepa, Nuša, ker ste nocoj razveseljevala občinstvo v občini Žirovnica, pa upam, da se še kdaj srečava, pa mogoče za zaključek boste za Silvestra doma ali kje drugje? Ja, letos sem mislila že, da bom doma, ampak ja, ne, je prišlo povabilo, namreč letos bom nastopala v hotelu Habakuk na Pohorju, se pravi v Mariboru. Ja, tako da bo ena taka gala večerja in pričakali bomo s plesom novo leto. Iskrene čestitke za vaše nastove, mirno praznovanje božičnih praznikov in srečno v letu 2024. Enako želim vsem vam, srečno.